pravosodje Goran Klemenčič. Skupaj z generalnim državnim tožilcem Zvonkom Fišerjem bosta sodnikom, državnim tožilcem in javnim uslužbencem v pravosodju tudi podelila medalje za življenjsko delo in izjemne delovne uspehe. Ali prizadevanja ter za uspešno končane izjemno zahtevne Aha, jemljem luč. Se pravi, da bodo podelili nagrade tudi za izjemno delovne uspehe ali prizadevanja ter za uspešno končane izjemno zahtevne projekte na področju pravosodja. V zadnjih 10 letih samo na Evropskem sodišču razveljavljenih preko 200 sodb, skoraj 300 sodb naših sodišč, je to delo verjetno malo manj uspešno. Tukaj je na mestu premislek, ali se strokovna in politična elita sploh zaveda alarmantnega stanja v državi na področju varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin in če se, zakaj ne ukrepa? Saj aktualne javnomnenjske raziskave opozarjajo na izredno nizko stopnjo zaupanja državljank in državljanov Republike Slovenije v pravosodni sistem države. Zato se mora zdaj verjetno nagraditi, da bo imel kaj pisati o njih. Ker slabih stvari ne pišejo, ne? Zato. Ja. Vprašanje, ki se pojavlja, ali lahko sodišča, ki imajo tako nizko zaupanje v svoje delovanje, sploh še lahko sodijo v imenu ljudstva. Pa istega ljudstva, ki ne verjame več v njihovo pravičnost in poštenost. To pa kaže na resnost erozije vrednot slovenske države in tudi družbe. Slovenska, tako politična, kot tudi strokovna elita, pa tako, kot da se jih erozija pravne države ne dotika, pa čeprav Slovenijo pestijo resni problemi, kot so kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zaradi zlorab pravosodja in razkroj demokratične in pravne države, ki smo se v Slovenci tako želeli in za katero smo se tako prizadevali. In zato smo se odločili, da bomo dejansko stanje v sodišču tudi mi nagradili in bomo sodnikom tudi mi podelili medalje. Ali dobi medalje? Dam en vzorec. Zvonko Fišer!
Goran Klemenčič. Branko Masleša. Rdeče zvezde so potrdile. Od srami in od vsega hudega. V pravni in demokratični državi bi morala sodišča sprejemati odločitve neodvisno in objektivno, zadnji dogodki pa žal kažejo, da v Sloveniji temu ni tako. Na podlagi kriterijev Evropskega sodišča za človekove pravice sta za obstoj nepristranskosti sojenja odločilni tako subjektivni kriteriji, pri katerem gre za ugotavljanje osebnega prepričanja sodnika, ki odloča v konkretnem primeru, kot tudi objektivni kriteriji, kjer gre za presojo ali je sodnik v postopku zagotavljal uresničevanje procesnih za pravico, za resnico, za svobodo, za Slovenijo, za vladavino prava. Se pravi, kriterij smo rekli, da je objektivni, kjer gre za presojo, ali je sodnik v postopku zagotavljal uresničevanje procesnih jamstev tako, kot da je izključen vsak upravičen dvom v njegovo nepristranskost. A pri nas je mogoče tako? A so sodniki nepristranski? Niso! A sodniki odločajo na podlagi dokazov? Sodniki odločajo, večina sodnikov, ne morem reči, da vsi, sodniki odločajo na podlagi navodil iz Murgalskega štaba. Tako je! Za koga snemate? Mafija! 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 Z velikim veseljem besedo predajam Alešu. Lepo pozdravljam, drage prijateljice in prijatelji. Predlagam, da gremo kar takoj k podelitvi priznanj. In sicer priznanj za zlorabe v slovenskem pravosodju. To seveda niso priznanje, ki bi se jih želel kdorkoli posnemati. To so priznanja, ki se jih mora vsakih prejme sramovati. Prvo priznanje črno sveto prejme Goran Klemenčič. Minister, ki je letos uspelo postati minister za pravosodje, kljub temu, da je Računsko sodišče ugotovilo, da je nezakonito in neracionalno trošil davkoplačevalski, se pravi naš denar. Od takega ministra bi človek pričakoval, da bi denar vračal, ne pa da je nagrajen z novimi funkcijami. To pomeni, Goran Klemenčič je dobitnik prve sramotne nagrade za dosežke na področju pravosodja v tem letu. Gorana Klemenčiča vabim, da pride prevzeti medaljo. Predlagamo, da prekličemo. Minister Klemenčič ima
čas do konca našega shoda, da pride dol, da mu osebno uročimo to njegovo medaljo. Ukolikor tega ne bo storil, ne bomo v skladu z ZUP-om to nagrado obesili na vrata Vrhovnega sodišča. Drugo nagrado prejme Zvonko Fišer. To sramoto si je Zvonko Fišer zaslužil s tem, da se tudi v letu 2014 ni opravičil za to, da je preprečeval, onemogočal in kaznoval ljudi, ki so želeli obeležiti kraj groba. To je sramota za vsakega civiliziranega človeka, od vrhovnega državnega tožilca do pričakovanja. Kar je, da se bo za tako sramotno dejanje opravičil. To je utemeljitev, zakaj je dobitnik sramotnega priznanja za leto 2014 na področju pravosodja vrhovni državni tožilec Zvonko Fišer. Zvonko Fišerja vabim, da osebno prevzame to sramotno medaljo. Zvonko, pridaj! 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 Enako kot za ministra Klemenčiča velja tudi za Zvonko Fišerja. Če prevzame medaljo, ima do konca našega shoda, v primeru, da ga ne bo dol, ne bomo to sramotno priznanje obesili na vrata Vrhovnega sodišča. Za tretjo sramotno medaljo smo bili v veliki dilemi. Odločili smo se med Aleksejem Cvetkom in Brankom Maslešom. Aleksej Cvetko je tisti vrhovni sodnik, ki ve, da je bil točno tistega dne, za katerega zakonce mar vi ne veste, kdaj se je točno zgodil na kraju, in ve, da ni slišal, da je Branko Masleša grobo žalil in grobo grozil Janezu Janši. Zato moraš biti verjetno res vrhovni sodnik, da to veš. Aleksej Cvetko je tudi tisti vrhovni sodnik, ki ve, da Branko Masleša ni nikoli v svojem življenju izrekel nikakršnih grobih besed o Janezu Janši. Še več, Aleksej Cvetko je tisti vrhovni sodnik, ki ve, da Branko Masleša tega sploh ni sposoben. Vendar smo se po tehtnem premisleku odločili, da si prvo sramotno medaljo najbolj zasluži Branko Masleša kot predsednik Vrhovnega sodišča. In sicer tako zaradi njegovih preteklih dejanj, ko je dokazano sodeloval pri opravičevanju umorov na slovenski meji, in se zato do danes ni opravičil in teh dejanj ni priznal, kakor tudi za vse zlorabe, ki jih v slovenskem pravosodju izvaja v letu 2014. Branko Masleša je zato s to obrazložitvijo prejemnik sramotne medalje za zlorabe v slovenskem pravosodju v letu 2014. Tudi Branka Masleša vabim, da osebno prevzame to sramotno medaljo. Masleša, pridaj! 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 Tudi za Branka Maslešo enako velja kot za Zvonka Fišerja in Borova Klemenčiča. Čas, da prevzame to sramotno medaljo ima do konca našega shoda. V primeru, da je ne bo prevzel, jo bomo pustili na vratih Vrhovnega sodišča. Sedaj pa vabim k besedi našega današnjega prvega govorca, oziroma naša čast je, da imamo tukaj lepo Suzano Švenko. Vabimo k besedi. Postanite, ja, ta komunističen si
Spoštovani vsi prisotni, dragi domoljubi in borci za pravično Slovenijo. Danes mineva že 139. dan, ko odkrito, pogumno in dostojanstveno protestirate proti popolni zlorabi oblasti, ki v izraženem obsegu danes ni najti primera v skupnosti evropskih držav, katerim pripadamo. Verjamem, da nas je danes v Sloveniji veliko več kot tukaj zbranih, ki vemo, da imamo prav. Pritajeno nam prikimavajo in verjamem, da bo prišel dan, ko se bomo ponovno zbrali v zelo velikem številu. Nekateri mislijo, da se tukaj zbiramo samo zaradi posameznika, skozi katerega trpljenje nam nekateri želijo pokazati svoj vpliv in moč. Ko bi le vedeli, kako se motijo. Janez Janša nikoli ni bil in nikoli ne bo, kar nam o njem siljujejo nekateri. In to počnejo tisti, ki ne priznavajo avtoritete in dejanske oblasti ljudstva, ker menijo, da so oblast oni sami. So tisti, ki so iz nekoč morda celo sposobnih ljudi naredili karikature, ki so danes zaradi svojih dejanj v sramoto svojih bližnjih, stroki, kateri pripadajo, ter zaupanemu in poslanstvu. Vodijo jih veliki borci za pravice, pa priznavajo in poznajo le svoje pravice. So tudi mirovniki, pa desetletja sejejo strah med ljudmi. Pravijo si tudi osvoboditelji, ki so nas osvobodili od okupatorja, nedavno pa še od njihovih grozodejstev. So tisti, ki presegajo na pravno državo, pa ne vseeno, če bo najvišja sodna inštanca odpravila njihove zmazke v imenu ljudstva. Zakaj? Ker bodo poravnali prisvojeno in odškodnino, z našim denarjem seveda. So tudi taki, ki bi bili radi avtoriteta oblasti, vrhunski pravni strokovnjaki pa bojda obžalujejo odločitve svojih somišljenikov. Vendar so v danih okoliščinah bili najbližje temu, kar predpisi zapovedujejo. Spoštovani, danes več ne sejemo semena, to je že sklilo. Danes branimo, kar raste in kar že živi med nami. Janez Janša danes na osebni bridki izkušnji riše podobo slovenskega naroda in je simbol te rasti in tega živega med nami. Janša! 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 Je simbol? Tone! 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 Je simbol slovenskega državljana, kateremu so posamezniki ukradli državo. Svoje grehe pa perejo s poveličevanjem pravičnosti in spoštovanja vredne sodne oblasti, ki svoje poslanstvo upravlja v slepem služenju njim samim. Lustracija! 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 Naj mi oprosti večina njih, ki svoje delo opravljajo strokovno, zakonito in v imenu ljudstva. Vendar je čas, da tudi sami med sabo presodijo pomenu tranzicije in posledicah tradicije, ki se jo nekateri tako krčevito oklepajo. Izogibanje odgovornosti za svoje odločitve, želja po ohranjanju svojega dela in prepričanje, da je pravo pravica ljudi na oblasti, ki jo mora sodna oblast izvrševati v njihovem interesu. Udbo mafija! 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 Se danes kaže o absurdnih odločitvah posameznih predstavnikov sodne oblasti.
Žrtev takšne anomalije je tudi Janez Janša in narod kot celota z vsemi negativnimi posledicami. Sedanja oblast je oblast debelih senc, ki se skrivajo za trhlo in prozorne podobe nove oblasti. Tudi ta izginja tako hitro, kot je nastala. Žal njene sence ostajajo in iščejo nove podobe, ki bi bila ljudem še bolj všeč od prejšnje. Njim pa dovolj, da se preko njih še naprej napajajo na svoje temne strani. Dragi domoljubi, zbiramo se in se bomo, vse do takrat, ko bo naša Slovenija pravična, svobodna, demokratična in prebojena. Za svobodno in pravično Slovenijo. Hvala lepa, Suzani Lep Šimenko, sedaj pa vajem besedo dr. Ferdinanda Šebelja. Dragi vztrajniki, zadnji sem govoril o etiki in morali v naši družbi. Zdaj se pa lahko vprašamo ponovno in ko se neštetokrat vprašamo, kje je etika, etični kodeks slovenskega sodstva, sodnikov, ko že mi tukaj 130 dni protestiramo, izjavljamo široko mnenje javnosti, ki je pač tukaj ni, oni pa si na današnji dan kot klan danejo nagrade. In seveda, te nagrade in potem, seveda, ko smo v vsi tem času dokazali miroljubnost, ni agresivnost, ko naša govorica ni kocka ali pa smetnjak, so se iz svojega bojaznja ogradili tudi tako, da je zato ne moremo kažejo svoje nesigurne v svojem položaju, da nekaj isto mesto, da se lahko približamo tako imenovani palači pravice, ki pa je pravzaprav palača krivice na vseh teh nekaj sto krivnih obtožb in sodb, ki so bili deležni državljani Republike Slovenije. Poglejte, smo v dneh, ko govorimo, ko se spominjamo pokojnih, bližnjih, daljnih, tudi tistih, ko že več nima nekjer groba ali pa ne vemo za tisti grob. Zato bi lahko rekli, da je današnji dan s tem dežjem lahko nekako žalostni dan, kot toče sonce nad vsemi temi nesrečnimi, ki so končali po širom sveta in tudi po Sloveniji. Zato sem to temo danes namenil z naslovom Poklonimo se vsem žrtvam totalitarnih režimov in izmov 20. stoletja. Tudi smo seveda ob 100. obletnici Prve svetovne vojne, ki nas je močno zaznamovala in tudi v Prvi svetovni vojni smo imeli tehni delež v evropskem dogajanju, tako na bojiščih, kot potem tudi v srednjeevropskem dogajanju po Prvi svetovni vojni. V teh dneh mineva že 100 let, odkar se je do dobra razplamtela ognjena stihija Prve svetovne vojne in Evropa se je pogreznila v brezmejno gorje. A s tem, ko se je sprožil sistem zavezništev, so se v žrelu te pošasti znašle tudi obsežne kolonije v Afriki, Aziji ter Ameriki in svet se je našel v vrtincu Prve svetovne vojne. Ob izbruhu sovražnosti se nihče ni zavedal, s kakšno morijo in materialnim pustošenjem bo ta vojna zaznamovala in omadeževala komaj rojeno stoletje. Hladna statistika nam postreže s 37 milijoni ranjenih in pogrešanih vojakov ter civilnega prebivalstva. Absurd te prve vojne je bila doktrina generalov, da bo zmagal tisti, ki bo izdelal največ orožja za množično uničevanje, in ti poveljniki so v bitkah pri slabe vesti svoje vojake z lahkoto in neomajno trošili kot naboje. Politiki in generali trdijo, da je vojna le nadaljevanje politike z drugimi sredstvi. To je kruti cinizem. Vojna, kjerkoli in kakršnekoli je vselej tragedija človeštva in moralna rana vsake družbe. Je rana, ki se sicer zaceli, a iznakažena brazgotina na duši naroda ostane zavedno. Dogodke Prve svetovne vojne so se globoko zarezali v slovenski narod. Na bojnih poljih je skrvelo okoli 35 tisoč fantov in mož,
kar je bila glede na številčnost našega naroda demografska katastrofa in velika žrtev za domovino. Poudarjam, da so vsi padli za domovino. Po razpadu Avstro-Ogrske monarhije se je večji del Slovencev vključil v novo državno tvorbo Jugosrpske kraljevine in začetna narodna evforija je kmalu potihnila in razočarano rezignirala. Nova razmerja političnih silnic in novo geopolitični položaj Slovenije je naše junake za Avstro-Ogrski front zanemaril in prezirljivo pahnil v pozabo. Toda čeprav njihovo kosilo živo pozabljene na oddaljenih bojiščih, so se z našim pietetnim spoštovanjem do padlih le-ti vrnili domov, a ne kot poraženci, ampak naši junaki. Vredni spomina, saj so dali življenja za domovino. Slabše se godilo koroškim Slovencem, še zlasti pa našim primorskim rojakom, ki so prvi okusili nasilje genocidnega fašizma, kot celo niso smeli postavljati spomenikov padlih domačinov, pa čeprav so njihova življenja ugašala daleč po evropskih bojiščih. Ne smemo pa pozabiti, da so naši fantje in možje junaško in krvavo branili nacionalne meje in da vojaki Soškega leva feldmaršala Boroviča pred pohlepnim agresorjem nikoli niso bežali. To je nesporno zgodovinsko dejstvo. Naši padli predniki so bili prezrti tudi po drugi svetovni vojni. Saj je mitologija tako imenovanega narodno-osvobodilnega boja premišljeno zanemarjala padle državljane nekdajne Avstro-Ogrske monarhije. V šolskih učbenikih in javnih občinih pa je ta totalitarni režim slovenskemu narodu načrtno brisal zgodovinski spomin. Čeprav je iz pogorišča prve svetovne vojne šel že bolj ozaveščen in z razvitejšim čutom za državotvornost. Spoštovani, širom naše domovine se srečujemo s spominskimi obeležji iz prve svetovne vojne, ter z imeni padlih in umrlih v drugi svetovni vojni in z naraščajočim številom spominskih obeležij in prikritih grobišč žrtev povojnih pobojev, vojnih ujetnikov in civilnega prebivalstva. Kajti še precej po vojni, ko so se po svetu že cenile rane od vsega hudega, je na poti do izbojevane državne samostojnosti bilo pomorjenih še na tisoče nesrečnikov, ki so že zadihali v upanju svobode, a so bili žrtve načrtnega izkoreninjenja in podivjanega sovraštva. Po vsej naši domovini se je v obrizumju tako množično morilo, da bi se še smrt utrudila. O tem memento mori tuli iz že okoli 600 registriranih prikritih grobišč na 10 000 pobitih žrtev, ki so bili oropani vsega dostojanstva, tudi do imena na grobu ali uradnih obvestil svojcem. Samo še v turških časih in turška pustošenja je slovenski narod tako trpel. Za domovino so padli vsi, ki so se borili proti totalitarnim režimom, tako proti nacifašizmu kot proti komunizmu. In vsem velja spoštljiv spomin. Šele ko bomo v naši družbi na široko dojeli komplementarnost totalitarnih režimov in ko bomo do možnega minimuma zmanjšali število anonimnih grobov in grobišč razsutih po vsej Sloveniji in ko bodo ti zločini imenoma opredeljeni, šele takrat bomo lahko stopili na pot narodne sprave. Dokler pa se bodo širom Slovenije častili javni spomeniki tistih, ki je že zgodovinska stroka dokazala merilsko preteklost, bo narodna sprava le zlagana črka na papirju. Kajti dokler bo slovenski narod obremenjen s kompleksom antične Antigone, ki je življenje plačala dostojno pokop svojega brata, nam genocidnost, ki presega dimenzije Dantejevega pekla, ne bo povrnilo dostojanstvenega miru. In v takšnem dvoličnem dojemanju naše preteklosti je pravi cinizem, brez primere ideja za postavitev spomenika vsem padlim. Takšna pilatovsko umiranje rok pa je brezsramna hipokrizija vseh, ki zagovarjajo to amoralno pobudo. Najprej smo dolžni in zakonito in fizično zaščititi prikrita grobišča in jih tudi primerno obeležiti. Dolžni smo končno tudi historično kritične opredelitve vseh žrtev. Tako etično dejanje, da najprej morala zagotoviti vlada in sodna veja oblasti, ki za
zato nima posluha že od sprave slovesnosti v slovenski kalvariji v Kočevskem gozdovih leta 1990, ko se je lahko prvič javno žalovalo. Moralna dolžnost in etični nared za legitimno ureditev grobišč pa se sintagma s prekopavanjem in preštevanjem kosti ne gre za noben kult mrtvih, ampak gre za to, da se preziranim in zamolčanim družbenim skupinam povrne dostojanstvo nacionalne zgodovine pa objektivna resnica. Širom Slovenije se sprašujemo, zakaj toliko odkritega prezira, neporavnanih krivic, nesporazumov in krivosodja ter medsebojnega nezaupanja. Vse to tudi zato, ker v družbeni stratigrafiji z lustracijo niso bili ustranjeni s položajev ljudje, ki so v propadli jugi prisegali partiji in socialistični državni ureditvi. Politična puhlost in amorala v sferah javnega življenja sta v zadnjih letih zabredli tako globoko, da je javno mnenje v državotvornost naše politike in sodne veje oblasti izgubile zaupanje in spoštovanje do te države, ki jo razžira odkriti prezir, parada neumnosti, naraščajoča revščina, zaskrbljena nezaposlenost in beg mladih kadrov v tujino. Na drugi strani pa zavestno kršenje človekovih pravic, nesramni klientelizem, splitske in dnevne afere ter zbrojeno strankarsko prerekanje zgolj egoističnih interesov. Vse to se nam dogaja zaradi nerazčiščene preteklosti, ki teči v nespoštljivem in zanikanem odnosu do tisoči pomirjenih, ki niso hoteli na pot komunistične odrešitve. Dragi vztrajniki, vsi pošteno misleči državljani, odločno in z razumom zavrnemo te odklone v naši družbi. S takšno odločnostjo, kot so se naši vojaki s puško v roki pognali proti sovražniku, se etičnih norm in sodobne Evrope uprimo zlu, ki razkraja naše vrednote in domovino. V rokah imamo vzvode parlamentarne demokracije in moč javnega mnenja, da se lahko uspešno upremo političnim in juridičnim mefistom. Danes ne bodo še naprej vodili kvazi preroki, ki še vedno različno vrednotijo simbole totalitarnih režimov, čeprav jih je Evropska unija uradno obsodila in prepovedala. Povsem jasno pa je, da sta naša simbola slovenska in evropska zastava že zdavnaj napočil čas, da dokončno zmaga zlata zvezda nad krvavo petero krako. Na pravi poti bomo tudi takrat, ko bomo državno suverenost Republike Slovenije dojeli kot dobrino in kot državljani odgovorno soudeležbo in ko bomo ljudje po potrebah in merilih sočloveka. Zato tudi danes vsem, ki so dali življenja za svojo domovino, za našo domovino, v takšnem ali drugačnem prepričanju izrekam slava jim. Vsem v tej ljubi domovini Slovenije pa želim trajen mir in sporazumevanje, kajti le to nas bo izvleklo iz mentalnega močvirja, kamor so nas žejne čez vodo speljale neilustrirane sile mračne preteklosti in potuhnjenega dirigiranja iz ozadja. Na ta način se bomo tudi dostojno oddolžili neštetim upom, ki so prezgodaj izveneli v strelskih rovih, grobnih jamah, breznih, rudniških, jaških in v uničevalnih taboriščih vseh izmov. Zavedati se moramo, da se človek loči od življenja od živali takrat, ko je poskrbel za svoje pokojne in jih dostojno pokopal. Zato, dragi vztrajniki, bodimo odločni na mrtvi straži državljanskih pravic. Grebežljivim oblastnikom pa vzklikam: sic semper tyrannos. Hvala lepa, dr. Šepel. Zdaj pa vabim besedo Metoda Berleca, urednika Demokracije. Spoštovani prijatelji, lepo pozdravljeni. Izpustitev tajkuna Bineta Kordeža prejšnji teden na Svobodo je pokazala,
da je tožilsko-sodniški obračun z nekaterimi slovenskimi tajkuni bolj kot ne dimna zavesa za brezobziren obračun s predsednikom SDS Janezom Janšo. Kot pišemo jutri v Demokraciji, je Kordež prišel v zapor na dom prepričan, da bo kmalu zunaj. Je namreč med ustanovitelji Kučanovega foruma 21 in ljubljenec murgalskih medijev. Kljub relativno visoki kazni so ga namestili na polodprti oddelek, kjer je zavračal delo, saj je trdil, da bo kmalu zunaj. Kasneje, ko se je zadeva zavlekla, je postal nervozen, a se je kmalu umiril. Razlagal je, kako je treba počakati na realizacijo nekaterih drugih sodnih zadev. Očitno je imel v mislih sodni proces Patria, predčasne državnozborske volitve in lokalne volitve, potem pa naj bi Vrhovno sodišče odločilo, kot je treba. In je. Pred nekaj meseci mu je višje sodišče celo razveljavilo zaplembo premoženja. Denarna kazen, ki mu je bila po že razveljavljeni sodbi presojena, pa je bila glede na milijonsko oškodovanje presenetljivo nizka. Hkrati organi pregona niso naredili praktično nič pri pregonu Kordeževih najboljših sodelavcev, pa čeprav je šlo za veliko oškodovanje podjetja Merkur. Preiskava v zvezi s tem je bila blokirana. Nič se ni zgodilo niti z dvema nekdanjima ključnima vplivneževama gorenjske tajkunske naveze oziroma gorenjske podružnice Foruma 21, Janezom Bohoričem, ki je bil dolga leta prvi človek Save, in Zlatkom Kavčičem, ki je vodil Gorenjsko banko. Seveda je še cela vrsta drugih vplivnežev, ki so očitno nedotakljivi. No, naj na kratko omenim še dva tajkunska primera. Sodni senat Ljubljanskega okrožnega sodišča je včeraj tudi v primeru tajkuna Boška Šrota sprejel odpravo zahtevka, če citiram, za začasno zavarovanje premoženjske koristi za Šrota in njegovo ženo, kar preprosto povedano pomeni, da Šrotova spet svobodno razpolagata s premoženjem. Nakradenim! Skrajno sprevrženi primer tajkuna Ivana Zidarja. Kljub pravnomočni obsodbi še ni v zaporu, saj naj bi bil bolan. Hkrati pa sam z letalom potuje po Evropi. Takrat je očitno zdrav. Če dalje verjetno postaja, da ne bo nikoli sedel v zaporu. Očitno zato, ker je bil varovanec razpitega šefa Ozne in Udbe Ivana Mačka Matije. Jasno ob tem je, da imajo organi pregona na čelu s sodstvom pri tem različna merila. Nekoga, ki je dokazano oškodoval podjetje, za katerega obstajajo številni materialni dokazi, ne samo indici, da se je z nezakonitimi dejanji pridobil premoženjsko korist, preprosto spustijo na svobodo, ker je član Foruma 21 ali blizu tranzicijski levici. Povsem drugače pa je, če se zameriš zadnjemu šefu partije Milanu Kučanu. Pomenljiv je primer nekdanjega finančnika Elana Pavla Kudra, ki je sredi 90-ih let prejšnjega stoletja v intervjuju za časnik Slovenec razkril, da je Kučan osebno kot šef centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije iz Elana dobil za več kot 400 000 mark raznih daril in nakazil. S Kudrom, ki se vleče vse do danes. O tem si lahko več preberete v jutrišnji Demokraciji. Ne bo pijoči seveda primer Janše, ki je zaprt samo zato, ker gre politično podrejenemu sodstvu pod vodstvom bosanskega Srba Branka Masleše močno na živce in ga botri iz ozadja pod vodstvom Kučana bolestno sovražijo.
V jutrišnji demokraciji znova opozarjamo na hude očitke na račun prvega sodnika Masleše. Po trditvah priče je bil Masleša kot sodnik v 80-ih letih prejšnjega stoletja celo navzoč, ko je pripadnik JLA nezakonito ubil človeka na takratni jugoslovansko-italijanski meji. Zaradi tega bi morali organi pregona sprožiti kazenski postopek proti njemu, sam pa bi moral nemudoma odstopiti. Danes je 139. dan, odkar je predsednik SDS Janez Janša na podlagi politično montirane sodbe zaprt. In prav danes v tej sodni palači zaznamujejo dan pravosodja, ki se vse bolj spreminja v dan krivosodja. In kot smo že prej slišali, podeljujejo nekakšna odlikovanja. Upajmo lahko, da ne kot odlikovanja za obračun z opozicijo in s predsednikom SDS Janezom Janšo. V tem trenutku dobiva medaljo za življenjsko delo na področju pravosodja tudi višji sodnik svetnik Jernej Potočar, ki se je v prejšnjem režimu Jernej Potočar, ki se je v prejšnjem režimu negativno proslavil s prepovedjo izdaje tribune, ki je kritizirala takratni nedemokratični režim. Do nedavnega je bil celo predsednik Višjega sodišča v Ljubljani. Ob tem se postavlja vprašanje, ali bo slovensko ustavno sodišče to zlorabljanje slovenskega sodstva strani partij podrejenih sodnikov ustavilo. Naslednji teden bodo odločali o poslanskem mandatu Janeza Janše, kmalu zatem verjetno o montirani sodbi Patrija. Upajmo, da bodo ustavni sodniki in sodnice v nasprotju z rednimi sodniki pokazali pokončno držo in razveljavili to sramotno sodbo. Naj sklenem pogovor z besedami, ki sem jih na tem mestu že večkrat izrekel. Slovenski sodniki, postanite profesionalni in neodvisni. Ne dopuščajte, da bi bili še naprej v službi ene politične opcije. Zavedajte se, da vas bodo ljudje cenili, če boste pošteni in neodvisni. Naj živi Slovenija! Naj živi osvobojena Slovenija! Svoboda Tonetu Krkoviču! Svoboda Janezu Janši! Svoboda Sloveniji! Hvala lepa, Metod. Janša! 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 Vem, da pada dež, vem, da traja na shod že nekaj časa, vendar en gospod se je pripeljal iz Nemčije, da bi nam spregovoril. Zato ga vabim, da nam na kratko spregovoril. Gospoda Lozeta. Prisrčno pozdravljeni, prijatelji. Resnice. Bravo. Ta vaša pijoča, to vaše pijoče iskanje resnice je prišlo v vse države, vsod po celem svetu. In čutim to vašo bolečino, zato sem prišel k vam. Drugač živim v Mehinu že 45 let, drugač sem pa z Dolenjske, doma Župečevas, rojstni kraj Škofa Leniča. Tole, malo sem mogel skrajšati, ja. Slovenski narod, vstani, zbudi se, za resnico gre. Spoštovani, zavedni, pogumni, rodoljubi domovine Slovenije, dragi prijatelji, zelo ogrožene slovenske resnice in njene prihodnosti. Zakaj sem danes sploh tu? Najbrž zato, ker vas imam rad in rad imam Slovenijo. Tu med vami, dragi prijatelji slovenske resnice, čutim mojo bolečino, ki je nastala v drugi svetovni vojni in rasla na laži in zločinu,
najprej oziroma prvič v življenju sem okusil kot 11-letni gimnazijec teror rdečega režima v brežiški gimnaziji, ko me je zdaj že pokojni profesor postavil med poukom pred cel razred in me sramotil dobrih 15 minut, obdeloval zaradi vere. Cepil mi je toliko strahu, da nisem upal dolgo nobenemu izpovedati to bolečino, ki je najbrž po božji previdnosti že celih 40 let prerasla v moč, krepost, da branim vse, kar je dobrega, poštenega. Tudi vi vsi tukaj dnevno zbrani ste tu, da branite tako težko pridobljene narodne vrednote. Večina evropskih dežel, kjer je vladal povsod diktatorsko-komunistični režim, so se več ali manj pravno pa tudi fizično utresli zločincev lastnega naroda. V Nemčiji še danes iščejo in najdejo prikrite nacistične sodelavce, jih kljub veliki starosti obsodijo zločinov. Pri nas pa prav ti zločinski heroji uživajo brezmejno svobodo in zaščito enostranskega državnega sodstva z Maslovovo druščino. A je že v tem času, odkar ste tu neutrudno zbirate, prišla tu kakšna osebnost druge strani, ki bi bila pripravljena na zdrav dialog, priznala zločinsko krivdo, se opravičila? Koliko sem seznanjen, še ni bilo zmagovalca tovariša, ki bi bil sposoben narediti ta zgodovinski korak. Zakaj? Ker se vsi bojijo resnice, ki je samo ena in jih ni več, kakor se je pred leti izrazil tovariš Boter iz Murgel. Zločini ne zastarajo, da pa se rešijo, je potrebna polna mera poguma, čutenje zdrave, poštene vesti, ki je temeljijo na 10 božjih zapovedih. Naše sodstvo bi moralo zopet na tečaje k verouku. Tako je. Zakaj sem še danes tu, dragi pogumni resnicoljubi? Nevaljiva afera Patria z vsemi še prej montiranimi aferami, kar je imelo edini namen uničiti vsa demokratično usmerjena gibanja z njenimi voditelji, da bodo brkati zvezdaši popolnoma zavladali in delovali vse pomoto v imenu naroda in starim pozdravim smrt, fašizmu, svobodo narodu. Za njihove uspehe jim danes delno čestitamo, po zaslugi prav še velikega dela slovenskega naroda, ki imajo v polni meri nerazčisten odnos do domovine, veliko teme, ki noče sprejeti slovenske resnice. Interese slovenskega naroda branite vi vsi neutrudno, vztrajno. Kot nekdaj hrabni voditelj kmečkih uporov Matija Gubec, tako zdaj naš izjemni borec kot svetla zvezda, gospod Janez Janša, še naprej kot nedolžni zapornik vodi in bije bitko o pomoči njegovih somišljenikov in na vseh za pravno demokratično državo Slovenijo. Resnice se ne more biti in ponovno zmetati v Tehrje, Kočevski Rog, Barbaren Rov, Mostec in vsa ostala zločinska grobišča, iz katerih raste zakopana resnica in ruši babilonski stolp zločincev. Točno. Danes izrekam svojo podporo in čast najprej nedolžnim žrtvam, ki so doživela vsa strahovanja, mučenja, likvidiranja. To so biseri slovenske prihodnosti. Izrekam spoštovanje in poklon nedolžnim domobranskim žrtvam. Vsekakor pa spoštovanje tudi vsem padlim partizanom, ki so se resnično borili za svobodo in ne za zločinsko partijsko elito. Trdo verujemo, prišel bo svetel dan, ko se bomo znebili teh rdečih parazitov, ki so prisesani na zdravo tkivo, kot pravi gospod Jože Možina. Čim prej! Nujno bo treba javno obtožiti vse krvave zmagovalce in jih obsoditi, vendar ne z današnjim sodstvom, ki bo moralo samo enkrat odgovarjati. Slovenski narod se bo moral najprej soočiti z jasno vizijo preteklosti, na kateri bo gradil svobodno, demokratično rast nove, zdrave domovine. Ta sistem mora izginiti zavedno. Leta, ko ne bo več naša mladina bežala od doma na tuje, kar se zdaj masovno dogaja, to jaz osebno doživljam v Mihnu. Izrekam vam zahvalo za to vztrajno borbo za našo domovino Slovenijo. Zahvala prizadevnim
zgodovinarjem, ki učeščujejo lažno zgodovino. Zahvala voditeljem, kulturnikom tega odbora. Zahvala Slovenski cerkvi, ki je vedno znova osramočena napadena. V tujini so bili prvi duhovniki, ko so nas združili, ko so nam pomagali. Drugi so nas pa vohunili. Zahvala slovenskim športnikom, ki so zelo dobri ambasadori naše domovine. Zahvala vsem zdomcem, rodoljubom po celem svetu, zvestobo domovini. Zahvala vsem odprtim novinarjem, ki branite in pišete resnico. Zahvala vsem poštenim politikom, vztrajate na tej strmi poti. In zahvala vsem pogumnim, junaškim voditeljem za svobodo, ki zdaj po krivični sramotni obsodbi prenašajo zaporni čas in čakajo na svobodni dan. Mimo gre še tole, v Münchnu imamo prvič po teh 40 letih zgodovinsko predavanje 15. novembra. Pride gospod zgodovinar Jože Dežman in nam bo našo mladino, da se že dolgo forsiral in je uspelo, da bo nam sploh pa mladini pokazal to razmišljanje, kaj sploh je ta resnica slovenska. Se zelo veselimo. Končam z besedami izrednega pesnika za svobodo Franceta Balantiča, ki je bil kakor močenec Lojze Grozde, mlada žrtev komunističnih odrešiteljev. Slovenija, Slovenija, ti moja rana, pozabljena, prezrta in izdana, sovragu prepuščena brez moči. Stegnile se krvave so roke, da te oskronijo, raztrgajo zdrobe. Miruj srce, miruj, Bog še živi. Naj živi svobodna, zdrava domovina Slovenija! Naj živi! Jaz bi vam še eno pesem zapel, samo ni časa. Zelo bi bilo dobro, Slovenija v svetu, ampak sam ne morem tlele stvari. Vam pa note presed, ne? Bomo drugič. Ustrajajte naprej, dobrodošli tudi v Münchnu. Hvala vam za vse. Hvala lepo, gospod Lojze. Naš shod se približuje koncu. Jaz tukaj med nami ne vidim Gorana Klemenčiča, Zvoneta Fišerja in Branka Masleša. Kdo vidi slučajno? Potem predlagam, da mi opravičite kratek izostanek, da odnesem te sramotne medalje na njihova vrata. Tako prijem nazaj. Janša! 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 Varnostniki niso pustili, da bi obesil medalje na vrata, vendar pa so, zato ker niso pustili, omogočili boljšo idejo. In sicer Branko Masleša, Goran Klemenčič in Zvone Fišer so dobili črne zvezde na tleh, na stopnišču pred Vrhovnim sodiščem, podobno kot imajo svoje zvezde nekje drugje v enem drugem smeru sveta, vendar tam so te zvezde pozitivne. Se pravi, vabim vas, da tako kot vsak dan tudi danes, v znamenje nasprotovanja, boja proti zlorabam v slovenskem pravosodju, obrnemo hrbet zlorabam v slovenskem pravosodju na način, da obrnemo hrbet stavbi Vrhovnega sodišča za 20 sekund v popolni tišini. In seveda tudi tistim, ki notri podeljujejo priznanja za delo v preteklem letu v slovenskem pravosodju. Hvala lepa. Na miren, kulturen in dostojanstven način smo izrazili svoje nasprotovanje zlorabam. Janša! 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 Janša!
Janša nas priglasil. Zapojmo domovini, zapojmo ji prav vsi, iz src slovenskih src naj pesem zazveni. Čas je za Slovenijo, domovina ljubljena, pevce izpod Triglava, celi svet pozna. Zapojmo domovini, zapojmo ji prav vsi, iz src slovenskih src naj pesem zazveni. Informacija za jutri in v petek. Jutri ob znanem času na znanem kraju, ob 17. uri tukaj. V petek pa bomo imeli mednarodno obarven shod ob znanem času na znanem kraju in sicer dobili bomo ugledne goste, oporečnike iz nekdanje Jugoslavije, ki so podprli Janeza Janšo kot političnega zapornika in izrazili solidarnost z Janezom Janšo, ki prestaja krivično, protizakonito in neustavno zaporno kazen. Prišli so ga podpreti v Slovenijo. In bomo spregovorili tudi na shodu v petek, zato še posebej lepo vabljeni, seveda tudi vsak dan, ampak še posebej v petek, da prisluhnemo, kaj nam imajo povedati politični oporečniki iz območja nekdanje Jugoslavije. Hvala lepa vsem, ki ste se danes udeležili tega čudovitega shoda. Tisti, ki imate sveče, vabljeni, da jih prinesete sem na stopnišče pred Vrhovno sodišče, potem pa se mirno, kulturno, dostojanstveno razjedimo tako kot vsak dan. Hvala lepa! Halo? Še Lojze ima nekaj zapovedati, Lojze iz Nemčije. Jaz sem že malo dementni, kar pozabim. Najvažnejše sem tudi pozabil. Prinesel sem ogromno darilo vsem za tele voditelje. Tole kako kapljica, ko sam delam.